Dober večer vsem skupaj, kateri nas spremljate. Najprej, da se predstavim, sem Igor Ogorevc, soavtor metode termoregulacije telesa. Iz tega področja sem tudi profesor na več fakultetah v Sloveniji in izven Slovenije, v Evropski uniji in izven Evropske unije, kjer predavam lastno metodo, katero sva razvila skupaj z mojo ženo. Mislim pa, da že vsi veste, da je to metoda termoregulacije telesa, kar pomeni uravnava telesnih temperatur. Zakaj je telesna temperatura tako pomembna? Telesna temperatura je najbolj pomembna zato, ker je edino telesna temperatura realni pokazatelj našega zdravja. Zakaj? Poglejte, če izhajamo iz dejstva, da je telesna temperatura odraz vseh kemičnih reakcij v našem telesu, to pomeni, če so naše biokemične in fizične reakcije v telesu pravilne, to pomeni, da imamo tudi pravilno telesno temperaturo. Ampak o tem bomo govorili malo kasneje. Naj še najprej dokončam svojo predstavitev in predstavitev Planeta zdravja in predvsem danes želim obsežno govoriti o tem, zakaj je pomembno, da se ljudje odločijo za naš pregled oziroma kaj ljudem na našem pregledu in z našim znanjem v bistvu sploh ponujamo. Poglejte, najprej moram povedati, da pregled je v bistvu sestavljen iz 3 delov. Prvo, ko naše stranke pridejo do nas, jih prosimo, da izpolne vprašalnik. Tukaj gre predvsem za zelo obsežno anamnezo, kjer ljudje opišejo svoje sedanje težave, svoje prejšnje težave, katere so glavne težave, zaradi katerih so se obrnili za nas. Potem opišejo stanje svoje prebave, prehranjevalne navade, opišejo stanje svojega črevesja, kakšne težave jih mučijo, če imajo težave z glavo, glavoboli, na primer, če so težave s črevesjem, če so težave s pljuči. Skratka, en zelo kompleten vprašalnik, kateri sestavlja 20 različnih vprašanj. No, in ko to izpolnijo, to je že osnova za naše terapevte, da lažje razumejo, v kakšnem stanju je telo stranke, s katero se pogovarja. Naslednji korak je izdelava krvne slike. V bistvu gre za računalniški očitek. Moram povedati, da mi uporabljamo najbolj moderno tehnologijo. To je sicer tehnologija ruskega izvora, katera pa je logično, da je tudi primerno certificirana v Evropi, katera terapevtu omogoča, da v borih 3 minutah opravi kar 131 različnih krvnih analiz in to neinvazivno, se pravi brez odvzema krvi. Vprašali se boste, kako za vraga je to mogoče. Poglejte, mogoče je. Ta tehnologija se je razvijala, bom rekel, zadnjih 60 let, kajti ko sem v stiku z ruskimi kolegi, so mi te ruski kolegi, zdravniki in tudi znanstveniki, predvsem biokemiki in biofiziki, povedali, da se je razvoj te aparature začel v 50. oziroma konec 50. let prejšnjega stoletja v sovjetski vojski, kjer so iskali hiter in zanesljiv način, kako v naravi brez odvzete krvi ugotoviti, v kakšnem stanju so vojaki. In za to aparaturo naj povem, da
prva komercialna uporaba sega v konec 80. let. Takrat je bilo možno opraviti, mislim, da okoli 20 analiz. Sedaj pa se je to znanje tako razširilo, tako izpopolnilo, da je aparatura sposobna opraviti kar 131 različnih krvnih analiz. Kaj vse te analize vsebujejo, bomo govorili malo kasneje. Sedaj bi želel podati samo par teoretičnih podatkov, kako je to sploh možno. Poglejte, aparatura izhaja iz dejstva, da so vse kemične reakcije v telesu eksoterme. To pomeni, da vse kemične reakcije v telesu sprožajo toploto. In če se tukaj program upošteva predvsem kemične reakcije, v katerih je prisoten kisik, ogljik, vodik in dušik v našem telesu, in na podlagi ekstremno natančnega merjenja telesne temperature na 5 koncih našega telesa in na podlagi sprememb temperature, katere se meri 3 minute, program sam izračuna krvno sliko. Sliši se malo čudno, pa v bistvu ni. Za referenco vam lahko povem, da mi to aparaturo uporabljamo zadnjih 14 let oziroma zadnjih 15 let in to ekstremno uspešno. Jaz vam lahko iz lastne prakse povem, da je aparatura izjemno natančna. Si upam trditi, da enako, v večini primerov pa tudi bolj natančna od klasičnega laboratorija. In sicer zakaj? Poglejte, v klasičnem laboratoriju je že na začetku ena ogromna razlika v primerjavi z našim merjenjem. In sicer je to razlika v temperaturi. Ko vam v laboratoriju vzamejo kri, se temperatura te krvi takoj spremeni. Se pravi, iz 37 stopinj se v nekaj trenutkih ta kri ohladi na 25 ali 26 stopinj, nato jo dajo še v hladilnik. A veste, vsak resen kemik pa zelo dobro ve, kako neskončno je pomembna temperatura pri vseh kemičnih reakcijah. A veste, to je ena razlika. Zato moram povedati, da včasih sploh pri bolanih ljudeh naša aparatura večkrat pokaže drugačno krvno sliko, kot jo dobimo v laboratorijih. Pa vendar vam povem tudi iz prakse, če primerjamo počutje pacienta in diagnozo pacienta oziroma naše stranke, se izkaže, da je naša aparatura bolj natančna. Da je to res, je ta aparatura tudi neznansko natančno klinično preizkušena v eni od španskih bolnišnic. Članek o tem je bil objavljen tudi v British Medical Journal, kar že samo po sebi potrjuje, da je aparatura natančna, ker pa to ni vse. Ima aparatura vse ruske certifikate, ima vse kitajske certifikate, ima vse japonske certifikate, ima evropske certifikate in še certifikate veliko držav po svetu, kamor proizvajalec to aparaturo izvaža. Skratka, trenutno ta aparatura predstavlja vrhunec poznavanja biokemije, biofizike in predvsem tudi matematike, kako te temperaturne spremembe razumeti, da lahko iz njih program sam izračuna krvno sliko. Aparat izgleda zelo enostavno. To je v bistvu en prenosni računalnik in zraven njega majhna aparatura velikosti 2 cigaretnih škatlic, na katero priključimo temperaturne senzorje. Kajti bistvo te naprave je 5 temperaturnih senzorjev.
In teh 5 temperaturnih senzorjev namestimo na naše telo. In sicer pod vsako pazduho damo en toplotni senzor, tako kot navaden termometer, ker gre samo za merjenje temperature. Potem damo tukaj na vrat, na karotide, na levo in desno stran vratu prilepimo po en senzor in zadnji, se pravi 5. temperaturni senzor damo v popek in preiskava se začne. Popolnoma jasno je, da pred tem je potrebno v program vnesti še konstante. Se pravi, vnesemo spol človeka, vnesemo starost človeka, potrebno je vnesti natančno telesno težo, potrebno je natančno izmeriti puls in potrebno je natančno izmeriti frekvenco dihanja. No, in ko imamo vse te podatke, enostavno sprožimo aparaturo, sprožimo 3 ali največ 6 minutno preiskavo in takoj po 3 ali 6 minutah krvno sliko že lahko natiskamo na papir in opazujemo, se pravi, da opazujemo, kaj se v teh 3 minutah dogaja. In prav ta čas, a veste, ta čas merjenja temperature je zelo pomembna tudi razlika, zakaj prihaja včasih, govorim včasih, ne vedno, do razlik za klasičnim laboratorijem. Dejstvo je, da ko vam vzamejo kri iz vene, je to kri, katera je v tej žili, v tej veni, v bistvu tisti moment, v tem momentu je bila odvzeta kri. Pri nas pa aparatura meri povprečje pretoka 3 ali 6 minut. Veste, in tudi tukaj lahko pride do pomembnih razlik, kar pa je neizpodbitno dejstvo. Ko smo analize primerjali v tržaški bolnišnici in smo delali analize na pacientih, se pravi z fizičnim odvzemom krvi in z našim analizatorjem krvne slike, in potem se je ta kri poslala v trenutno v Evropi enega najbolj modernih računalniških laboratorijev. Se je izkazalo, da so vse meritve najnovejšega računalniškega laboratorija v Veroni in z našim analizatorjem krvne slike popolnoma enake. Medtem ko so bile razlike za klasičnim laboratorijem. Ker v klasičnem laboratoriju, čeprav tukaj je malo možnosti, ampak je možnost napaka bistveno večja. Lahko gre za napačno temperaturo. Lahko je tukaj faktor človeške napake večji. Lahko so stari reagensi, lahko so zamenjeni reagensi, čeprav tega je zelo malo, ampak verjetnost človeške napake je v tem primeru bistveno višja. Zato se tudi čedalje več zdravnikov, tistih vestnih, odloča, da svoje paciente pošljejo k nam samo na to krvno preiskavo in potem grejo z rezultati te krvne analize k svojemu zdravniku in on na tej podlagi ukrepa naprej. Kar je pravilno, a veste, pa vendar zdravniki vedno uporabljajo obe krvne sliki, kot tisto iz laboratorija, kot tudi našo. In kar je najbolj bistveno, ne dogaja se več, kot se je še pred nekaj leti, da bi zdravniki rekli, veste, saj to ni nič, ne. Poglejte, to skepso nam je uspelo ovreči, to pa enostavno zato, ker ljudje imajo rezultate in ker tudi zdravniki sami ugotavljajo, da se naša krvna slika v večji meri ujema s stanjem njihovih pacientov, kot se velikokrat ne ujema njihova krvna slika s klasičnega laboratorija z stanjem pacienta. Kar pa je najbolj pomembno pri vsem skupaj. Poglejte, mi, ko opravimo v 3 minutah to merjenje telesne temperature in s tem opravimo analizo krvi, dobimo kar 131 različnih krvnih preiskav. A veste, to je enakovredno, kot če bi vam zdravnik v laboratoriju
vzel najmanj 8 epruvet krvi, zraven bi naredili EKG, zraven bi naredili CT, zraven bi opravili tudi pulmološke teste in tako naprej in tako naprej. Skratka, kar nam omogoča najnovejša računalniška tehnologija, je izjemno natančen vpogled v delovanje celega človekovega telesa. Sedaj pa, če se mogoče malo lotimo, kaj vse mi ugotavljamo oziroma kaj vse ta računalniška diagnostika ugotavlja. Ugotavlja se osnovna krvna slika, se pravi, izmerijo se krvna telesca, to, kar dobite praktično v vsakem laboratoriju, ampak to je pri nas šele osnova. Se pravi, pogleda se hemoglobin, rdeča krvna telesca, bela krvna telesca, nato se pogleda strjevanje krvi, kar je zelo pomembno. Nato pogledamo metabolizem elektrolitov, kar pomeni, da aparatura izmeri prisotnost kalcija, magnezija, kalija, natrija in klora. Skratka, izmeri prisotnost mineralov. Minerali pa, kot vemo, so izjemno pomembni sestavni element vsakega telesa in tudi osnova za naše zdravje. Na osnovi nadaljnjih analiz smo sposobni ugotoviti tudi, koliko je joda v telesu in koliko je cinka v telesu. Ta dva mikroelementa pa sta absolutno ključna elementa v zagotavljanju osnovne homeostaze v telesu. Pa gremo naprej po analizi. Nadaljnje aparatura odčita funkcionalne parametre želodca, kar pomeni, da se izmeri pH želodčnega soka, izmeri se nivo celičnih antioksidantov in izmeri se bazalni tlak odjevega sfinktra, kateri je tudi nujno ali zelo potreben podatek, če hočemo razumeti stanje želodca. Nato pogledamo, kako telo zmožno presnavljati ogljikove hidrate. Pomeri se mlečna kislina, izmeri se glukoza v krvi, izmeri se glikogen, nato se izmeri jetrna funkcija, pogledamo vse transaminaze, pogledamo razmerje med njimi, kar je zelo pomembno, izmerijo se tudi 3 bilirubini, in to nam govori vse o temu, kako uspešno jetra opravljajo svojo zelo pomembno funkcijo v telesu. Naslednje, kar se izmeri presnova beljakovin. Pogledamo, koliko je proteinov v serumu, koliko je albumina, koliko je kreatinina, koliko je sečnine, koliko je dopamina v telesu. Veste, to so vse izjemno natančni podatki in že tukaj na podlagi kreatinina in sečne kisline vidimo, kakšno je stanje ledvic. Se pravi, da vidimo, kako delujejo ledvice. Naslednje, kar pomerimo presnovo maščob. Tukaj lahko odčitamo vrednosti trigliceridov, lipoproteini nizke gostote, se pravi LDL, potem HDL, VLDL, skupni holesterol, izmerimo beta lipoproteine. Se pravi, da vidimo, kakšne so maščobe v telesu. In iz vsega tega skupaj lahko izjemno natančno ugotovimo in zaključimo, kako deluje trebušna slinavka. Nadaljnje, kar pogledamo metabolizem elektrolitov, kar pomeni, da aparat izmeri, koliko je celične vode, se pravi, koliko je vode v procentih v celici. Pogledamo, koliko je skupne vode in pogledamo, koliko je zunaj celične tekočine. Na tej podlagi lahko zelo natančno tudi pogledamo, kako aktivni sta kalij in natrij v telesu, kajti to pa je osnovno razmerje v vsaki celici živih bitij na temu planetu. Se pravi, razmerje med natrijem in kalijem,
kajti to razmerje omogoča pravilno izmenjavo tekočin, medcelične tekočine in tekočine v celici. Nadaljnje se izmerijo hormoni. Izmeri se nivo testosterona, estrogena, tiroksina in na tej podlagi, na podlagi tiroksina, lahko vidimo, kako deluje naša ščitnica. Naslednje, kar aparatura izmeri, izmeri encimsko stanje. Pogledamo, koliko je amilaze, koliko je acetilholina, koliko je tirozina, koliko je kreatinkinaza. Tukaj lahko ugotovimo zelo natančno delovanje trebušne slinavke in delovanje naše ščitnice. Kar je izjemno pomembno, aparatura izmeri pretok krvi v določenih predelih telesa. In sicer izmeri pretok krvi v srcu, v miokardu, izmeri pretok krvi v mišicah, v možganih, v jetrih, v ledvicah, v koži in v črevesju in v spodnjem delu trebuha, se pravi v reproduktivnih organih. Ta zelo natančna informacija nam omogoča, da zelo natančno in zelo kvalitetno lahko ocenimo stanje prekrvavljenosti vseh teh področij in organov. In tukaj lahko zelo natančno ocenimo, kako deluje naše srce. Lahko pogledamo, kako deluje naša ledvica. Lahko pogledamo, kako je precirkulirana naša koža. In kar je zelo pomembno, izmerimo, kakšna je prekrvavitev reproduktivnih organov, se pravi rodil pri ženskah in prostate pri moških. Tukaj moram reči, da te meritve so tako natančne, da bolj natančne ne morejo biti. Kajti tukaj bolj ali pa vsaj enako natančno ugotovimo stanje teh organov enakovredno, kot jih ocenijo najboljši radiologi z ultrazvočno preiskavo. Nadaljnje, kar nam omogoča ta računalniška diagnostika, ocenimo cerebralno hemodinamiko, se pravi, pogledamo, kako so prekrvavljeni možgani, kako je prekrvavljena ščitnica, kakšen je pretok krvi fizično v možganih, kakšen je tlak spinalne tekočine in kakšna je širina tretjega možganskega ventrikla. Vsi te parametri nam zelo natančno opišejo, kakšno je stanje v naši glavi. Tukaj lahko opazimo tudi motnje spomina, glavobole, bolečine v vratnih vretencih, mravljinčenje rok, skratka vse težave, katere so povezane s centralnim živčnim sistemom. Nadaljnje nam aparatura omogoča, da pogledamo funkcionalne parametre srčno-pljučnega sistema. To je enako, kot da bi obiskali najboljšega pulmologa in opravili vse pulmološke teste. Nadaljnje nam aparatura omogoča, da se izmeri prenos in poraba kisika, tako v arterielni kot v venozni krvi. Tudi to je zelo, zelo, zelo pomemben podatek, če želimo kvalitetno oceniti, koliko kisika in koliko hranil sploh pride do naših celic. Nadaljnje se izmeri prenos in sproščanje ogljikovega dioksida. Tukaj vidimo, kakšna je fermentacija v telesu in tukaj se spet vrnemo na delovanje trebušne slinavke. Nato se izmerijo funkcionalni parametri srčno-žilnega sistema, tukaj se izmeri višina krvnega tlaka, tukaj se naredi osnovna EKG preiskava, pogledamo utripni volumen srca in nadaljnje se oceni tudi srčno delo, gostota plazme, se pravi gostota limfe in viskoznost same limfe in limfnega sistema, kar je izjemno pomembna informacija za nas. In nato se izmerijo še dodatni ledvični testi, kot je ledvična filtracija, pomeri se, koliko je dušikove sečnine v krvi, koliko je transferina, koliko je specifična teža urina in še nekaj ostalih
informacij. Skratka, tukaj govorimo o izjemno obsežni krvni sliki, katero lahko opravimo. Imamo pa tukaj eno vprašanje. Gospa Brigita nas sprašuje, če so rezultati še vedno v angleščini. Ne, gospa Brigita, hvala za vprašanje, ampak odgovor je takšen, da rezultati so že veliko let tudi v slovenščini. Tako da, ja, moram pa povedati, da vsaka naša stranka je popolnoma logično, da dobi vse te izmerjene vrednosti naprintane na dveh listih A4 formata, in to je za njihovo nadaljnjo uporabo. Predvsem pa zato, da lahko ljudje tudi sami doma primerjajo rezultate svoje krvi prej in potem. A veste, zato, da ljudje zelo radi to spremljajo, ker je to prav. Glejte, čeprav pri zdravniku te možnosti nimate, pri nas pa jo imate, zato da tudi lažje razumete, sprejmete in spremljate, zakaj je vaše počutje boljše. Na primer, če povem bolj laično, če pogledamo tukaj višino hemoglobina in izmerjeno višino transferina, in če sta oba ta dva podatka prenizka, to avtomatsko pomeni, da je v telesu pomanjkanje železa in da je to eden od velikih razlogov pretirane utrujenosti. In če upoštevate naše nasvete o naši terapiji in o načinu prehrane, se zelo hitro počutje začne izboljševati in ljudje potem lahko sami opažajo, kako se tudi dviga nivo železa, kako se izboljšuje hemoglobin in tako naprej. A veste, to je zelo pomembno, da ljudi ne pustimo v dvomih, da enostavno tudi sami lahko spremljajo rezultati regeneracije svojega telesa. Sedaj bi pa želel povedati še nekaj več o našem podjetju. In sicer naše podjetje uporablja blagovno znamko Planet zdravja. V Sloveniji smo prisotni že 22. leto in v teh 22 letih se je nabralo ogromno novega znanja, ogromno novih izkušenj. Moram povedati, da mi vse naše izdelke, tako kot tudi vsa naša teoretična dognanja, vedno preverimo v praksi, zato vam lahko z veseljem povem, da so vsi naši izdelki klinično preizkušeni. In kar je zelo pomembno, večina naših izdelkov je klinično preizkušeno na Japonskem. Zakaj na Japonskem? Tukaj bi želel poudariti, da zadnjih 10 let izjemno kvalitetno in dobro sodelujemo z najbolj vrhunskimi japonskimi zdravniki, kot so dr. Shimotsura in dr. Omura. Profesor dr. Omura je že starejši gospod, je že star 85 let, ampak znanstveniki in znanstvena srenja ga uvršča kot enega od 500 najbolj pomembnih in najbolj vplivnih znanstvenikov naše dobe. To je profesor Yoshiaki Omura. Predlagam vam, da vtipkate to na Google, takoj vam bo vse jasno. Drugi zdravnik, s katerim sodelujemo na Japonskem, je dr. Shimotsura. On je lastnik ene velike klinike na Japonskem. Lahko povem, da je tudi član razširjenega borda cesarjeve družine, skrbi tudi za njihovo zdravje. Tako da tukaj gre res za izjemno velike ljudi, tako po znanju kot po obnašanju, in tako veliki znanstveniki, kot sta ta dva, sta ocenila, da je naš pristop k delovanju telesa in naš pristop k popravljanju telesa, kar je najbolj bistveno, kvaliteten in predvsem
da daje izjemno dobre rezultate. A veste, to je pa tisto, kar na koncu največ šteje. A veste, izhajam iz ene kitajske modrosti, katera pravi, da ni pomembno, kakšne barve je maček, važno je, da lovi miši. Ker dajmo razumeti tako. Poglejte, ni pomembno, na kak način pridemo do zdravja. Bistveno je, da pridemo do zdravja. In če upoštevamo osnovne fizične in kemijske zakonitosti, katere veljajo v našem telesu, pridemo do popolnoma logičnega zaključka, da samo z uporabo alopatskih zdravil in alopatskega načina zdravljenja nikoli ne moremo biti zdravi. Kajti to pomeni samo vzdrževanje bolezni in nič drugega. Tisti, kateri se z mano strinjate, se verjetno večina vas strinja iz lastnih izkušenj. Tako kot sem imel jaz lastno izkušnjo z alopatskim zdravljenjem, tako jo imate verjetno tudi vi. In vsem je skupni imenovalec, da je zdravstvo zahodnega sveta, tako imenovana alopatska medicina, krasna, čudovita, odlična, dokler je ne potrebuješ. Ko pa jo potrebuješ, pa vidiš, koliko je ura in šele takrat vidimo, kaj plačujemo celo življenje. Ampak današnja oddaja ni namenjena temu, današnja oddaja je namenjena predstavitvi, da vam povem, zakaj je smiselno obiskati planet zdravja. Predvsem in najbolj pomembno je to, da pri nas v nasprotju z ostalimi terapevti ugotavljamo in vedno, ponavljam, vedno ugotovimo vzrok za vaše zdravstvene težave. Kajti, če boste vi svojega zdravnika vprašala, kaj pa je vzrok za moj diabetes, vam ne bo znal odgovoriti. Vidite, mi pa vemo. Če boste vi vašega zdravnika vprašali, kaj pa je vzrok za vašo pljučnico, vam ne bo znal povedati. Bo rekel, ali je virusna ali pa bakterijska. In tukaj se znanje neha. Mi pa poznamo vzrok. In tako naprej, in tako naprej. In če boste zdravnika vprašali, zakaj imam pa jaz težave s holesterolom, vam ne bo znal pomagati, vam ne bo znal niti odgovoriti, razen tega, da vam ponudi statine. Imamo še eno vprašanje. Gospa Mojca sprašuje, kdaj boste opravljali v Murski Soboti. Ja, gospa Mojca, hvala za vprašanje. V Murski Soboti bomo začeli ponovno opravljati preglede v mesecu maju. Natančno kdaj, pa prosim, da se obrnete na našo poslovalnico v Mariboru, pokličite jih po telefonu ali kontaktirate jih po mailu in oni vam bodo povedali natančen termin našega obiska v Murski Soboti. Poglejte, sedaj bi želel še malo povedati, s kakšnimi avtoritetami vse sodelujemo, in to izključno samo zato, da potrdimo naše teorije in zato, da jih uspešno sprovedemo v našo prakso. Zelo uspešno sodelujemo s profesor dr. Stanišićem. Profesor dr. Stanišić je zelo cenjen ginekolog, je vodja klinike v Kosovski Mitrovici, ginekološke klinike, je vodja specialistične ginekološke klinike v Beogradu za umetno oploditev, kjer tudi več ali manj svetuje tako praktično kot teoretično. Je profesor na medicinski fakulteti v Beogradu, je profesor na fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru, na univerzi Alma Mater Europeja, je evropski akademik, se pravi član Evropske akademije znanosti in umetnosti. Skratka, gre za zelo spoštovanega človeka in predvsem profesionalca in zdravnika v pravem pomenu besede. Drugi, s katerim sodelujemo, je profesor dr. Dunič.
Tudi on je po specializaciji ginekolog, vendar pa se on zadnjih 15 let večinoma ukvarja v svojem centru v Beogradu z avtističnimi otroci. In tudi tukaj z njim zelo, zelo uspešno sodelujemo. Lahko rečem, v veliko zadovoljstvo mladih staršev, kateri se obrnejo na nas, in lahko povem, da imamo izjemne rezultate. Tako, glejte, vsakič, ko je enemu mlademu, majhnemu otroku dobro, nam to vlije moči za delo za naslednjih 10 let. Tako stimulativno je to. A veste, ko pomagamo, ko smo z našim znanjem sposobni pomagati mladim otrokom, kateri bi bili brez našega znanja in sodelovanja, jasno, njihovih staršev, obsojeni na klavrno življenje, pa jim znamo pomagati. Veste, to so velike stvari. To so res velike stvari in izjemno smo ponosni, cel naš tim. Smo izjemno ponosni na te dosežke. Nadaljnje zelo intenzivno sodelujemo z dr. Aleksandr Mitovom iz Makedonije. Dr. Mitov je, bom rekel, ekstremno inteligenten človek, kajti medicinsko fakulteto je končal v roku z najvišjo možno povprečno oceno, na kar je naredil tudi 2 magisterija, in sicer magisterij medicine na Harvardski univerzi in takoj zatem še magisterij medicine na univerzi v Cambridgeu. To sta 2 najbolj prestižni svetovni medicinski univerzi. In on je opravil magisterij namesto v 2 letih, v 10 mesecih, ker mi je rekel: Igor, angleška hrana je pa tako za nič in ameriška tudi, da jaz sem zdržal 10 mesecev, pa sem se pa odločil, da se usedem, se naučim in je magisterij naredil v 10 mesecih. Kapo dol. No, in s tem gospodom mi ekstremno dobro sodelujemo. Preko njega smo povezani tudi z obema tema vrhunskima univerzama in medicinskimi fakultetami njihovimi. In tukaj je tudi velik vir naših informacij, in tudi zato smo lahko napisali knjigo, najino knjigo, se pravi knjige moje žene in mene, midva sva avtorja te knjige. In ta knjiga se imenuje Osnove funkcionalne prehrane, termoregulacije telesa, prehranskih dopolnil in diagnostično-terapevtske implementacije. Čim smo pokazali to knjigo, so na Univerzi Alma Mater takoj potrdili, da bo to učbenik na njihovi fakulteti, prav tako na fakulteti za naturopatijo v Sloveniji in v Italiji, in tukaj tudi predavava in naprej učiva mojo ženo našo metodo. Bi pa želel poudariti, kdo vse se odloča oziroma kdo lahko vse pride k nam po pomoč za svoje zdravje. Poglejte, naše stranke so od novorojenčkov do 104 leta starih ljudi. Kajti novorojenčkov, kateri imajo težave, njihovi starši se kar masovno obračajo na nas in tudi v teh primerih znamo pomagati. Naša najstarejša članka pa je bila gospa, katera je bila stara 104 leta in skupaj je uspešno tudi z našo pomočjo in logično tudi z zdravniško pomočjo, ampak je uspešno premagala pljučnico, za katero vemo, da so pri tako starih ljudeh zelo, zelo rizične. Skratka, na pomoč ali po nasvet se lahko obrne na nas kdorkoli. Mi vsem svetujemo, da se najprej opravi pregled pri nas, zato da dejansko ugotovimo vzrok zdravstvenih težav. Kako to poteka, sem že povedal. Najprej naredimo anamnezo, nato opravimo analizo krvne slike, zatem sledi še izčrpen pogovor z stranko,
in to o načinu prehrane, o načinu priprave prehrane, ugotovimo, kaj je funkcionalna hrana. Zato ljudem svetujemo tudi, katero hrano je njihovo telo sposobno prebaviti in katere ne. Veste, in to je 50% uspeha naše terapije. S katerimi težavami se ljudje lahko obrnejo na nas? Poglejte, od prehladov do najbolj krutih, tudi onkoloških obolenj in vse, kar je vmes. Dejstvo je, da edina učinkovita medicina je preventivna medicina. Zato se čedalje več ljudi obrača na nas tudi kot samo potrditev svojega dobrega zdravja. In to je lepo. Tisti, kateri pa že imajo probleme s svojim zdravjem, je pa najbolj pomembno, da ugotovijo oziroma da ugotovimo vzrok, kaj v telesu, kateri organ in katera žleza je najbolj prizadeta v telesu. In predvsem dobijo nasvet, kaj morajo storiti sami, da se bo to stanje začelo popravljati, da se začne popravljati vzrok za to, da posledica izgine. To je najbolj bistveno in to je prav tista točka, o kateri v našem zdravstvu ni ne duha, ne sluha. Se pravi, katere so te težave? Od alergij pri mladih otrocih, do diabetikov, do bolečin, do artritisov, do astme, bronhitisa, težav s prebavo, težave s črevesjem, tako zaprtje kot driske. Veliko ljudi se na nas obrača, kateri imajo tudi takšne neznačilne ali nenavadne bolečine v trebušni votlini, za katere zdravniki velikokrat ne najdejo vzroka, čeprav opravijo prav vse možne analize, katere so možne, vključno tudi s CT-jem, pa ne najdejo. Vidite, mi pa to najdemo. Mi s tako popolno računalniško diagnostiko, kot jo uporabljamo mi, in jo združimo z našim poznavanjem delovanja telesa in z našim znanjem, vedno ugotovimo vzrok in, kar je najbolj bistveno, znamo pomagati največkrat že kar na licu mesta. A veste, in kar je tudi zelo pomembno, samo en pregled ni dovolj, če hočemo trajno popraviti svoje znanje. Zato je pri nas poudarek, da ljudje prihajajo tudi na kontrole. Se pravi, če je stanje zelo hudo, predlagamo kontrolo čez en teden, ali pa čez 14 dni, če stanje ni tako hudo, je kontrola čez 3 tedni ali čez en mesec. Vse to je odvisno od stanja telesa, od potrebe telesa za tem, da dobi pravilno terapijo. In to takšno terapijo, da bo telesu pomagala. Ne takšno terapijo, da bo eno stvar mogoče malo izboljšala, 10 ostalih bo pa podrla. Ali da bo stanje še slabše. Takšnih stvari se mi pač ne igramo. Moram povedati, da ceno naših storitev, kajti prav gotovo vas to zanima. Cena prvega pregleda je 35 evrov. Vse ostale kontrole v roku enega leta so potem 12,5 evrov. Mislim, da je to dostopno prav za vsakega Slovenca in kar bi želel poudariti. Glejte, vi, če se boste odločili za obisk pri nas, za pregled, ni prav nobene obveze, ne moralne, ne kakšne drugačne, da vzamete karkoli od svetovanih izdelkov. Mi vam bomo vedno svetovali o načinu prehrane in o naših izdelkih. Če se boste pa vi za to odločili, če nam boste prisluhnili, je pa izbira popolnoma vaša. A veste, na to niti ne želimo imeti več vpliva. In mislim, da je tako prav, ker človek vedno mora imeti pravico izbire za svoj denar. To je to, česar v Sloveniji, vsaj v zdravstvu, ni. In
To je bistvo. A veste, imeti možnost izbire. Tako, prešli smo 45 minut. Tukaj imam še nekaj vprašanj. Poglejte, predvsem pa veliko ljudi se na nas obrača in katerim zdravnik ne more oziroma ne, da ne zna, ampak nima v roki orodja, da bi jim postavil eno normalno logično diagnozo. Govorim o pretirani utrujenosti. Govorim o tako imenovani izgorelosti ali burnout sindrom. Jaz vam iz prakse povem, če imate te težave ali če poznate koga, da ima te težave, vedno je v telesu fizični vzrok za to. Vedno govorimo o napačnem delovanju telesa, tako organov kot žlez, in predvsem tudi o napačni telesni temperaturi. Imamo ogromno izkušenj s tem in lahko vam povem, da se še ni zgodilo, da se v roku enega meseca počutje naših strank ne bi dramatično spremenilo na boljše. Lahko pa vam povem, na primer, kaj pri večini ljudi s tako imenovanim sindromom izgorelosti opažamo, kako jim deluje telo. Vsi, ampak prav vsi imajo skupni imenovalec, da imajo ali pa so imeli v preteklosti težave z želodcem ali z prebavo. Bodisi, da jih muči zgaga, da jih muči gastritis ali pa je prisotno napihovanje, bodisi, da so prisotna zaprtja, prehitra prebava, se pravi, da blato odvajajo 3-krat, 4-krat, 5-krat dnevno ali pa imajo celo zelo pogoste driske. To je ena stvar. Druga stvar, katero opažamo pri vseh teh ljudeh, večina njih je slabokrvna. Čeprav zdravniki pravijo, niste slabokrvni, imate dovolj železa v krvi, kar je sicer res. Ampak nam naš računalniški program omogoča ne samo, da pogledamo, koliko je železa, da pogledamo, kakšen je hemoglobin, ampak pogledamo tudi, koliko je transferina. A veste, to je pa ena beljakovina v telesu, na katero se veže železo. In železa je lahko v krvi dovolj, ampak če se nima kam vezati, je to prosto železo, ne opravlja svoje funkcije. In to je bistvo. Veste, velikokrat tukaj opažamo ali pa tudi pri drugih utrujenostih. Enako pogosto opažamo pri takšnih ljudeh težave z delovanjem ledvic. Bodisi, kako se to kaže na zunaj? Bodisi, da hodijo prepogosto na vodo, prepogosto urinirajo ali premalo pogosto. In kar pogosto se dogaja, da če urinirajo premalo pogosto, da so prisotne tudi težave z nogami, predvsem popoldansko ali večerno otekanje nog. V tem primeru se na začetku sfokusiramo na želodec, na ledvico, pogledamo prisotnost mineralov, ampak prav pri vseh ljudeh, kateri imajo težave z izgorelostjo, sta pa dve težavi, kateri bistveno izstopata. In to je pomanjkanje joda in pomanjkanje cinka. Kajti, če v telesu ni dovolj teh dveh elementov, se ne more pravilno tvoriti niti en hormon, niti ena žleza. A veste, in tukaj pa prihaja sploh pri težavah s ščitnico in izgorelostjo do tiste razlike s klasično medicino, o kateri sem govoril prej. Vaš zdravnik pogleda prisotnost, na primer, koliko je ščitničnih hormonov. In vi imate lahko tipične težave s ščitnico, katere vidi in prepozna tudi vaš zdravnik, ampak če je hormonov dovolj, potem je zaključek, da vaša ščitnica deluje pravilno. Zraven pa zdravnik ni pomislil, da bi vam dal pogledati v laboratorij, koliko imate joda in koliko imate cinka.
kajti to je enako pomembno kot sam hormon. In pri vseh težavah ta dva minerala dramatično primanjkujeta. A veste, in tako naprej, pri sindromu izgorelosti prav vedno tudi opažamo bistveno slabšo funkcijo jeter. Opažamo, da je razmerje med transaminazami AST in ALT močno porušeno, kar pomeni, da je tudi ta izgorelost posledica prejšnjih nepravilnih delovanj s svojim telesom, kajti to se nikoli ne pojavi čez noč. In potem, kaj vam v takšnem primeru svetuje zdravnik, ker organsko ne najde ničesar, tudi če vam da vse preglede, reče, ja, vi pa kar pejte kele malo do psihiatra, vam bo dal pomirjevala. In če pristanete na to, boste začeli jemati pomirjevala, dokler po nekaj letih ne boste pristali na onkološki kliniki. Tako to gre, dokler ne odpravimo vzroka. Vidite, ampak vzrok v delovanju telesa vedno obstaja in mi ga ugotovimo in ga odpravimo in to je edini način, dragi moji, da se vaše zdravstveno stanje začne popravljati. To velja absolutno za vsako diagnozo, za vsako stanje, od glavobola, od slabe prebave do rakastega obolenja. Tukaj imamo še vprašanje, gospa Rozalija sprašuje, kaj pa fibromialgija? Ja, dobro vprašanje, gospa. Tukaj je stanje velikokrat podobno kot pri sindromu izgorelosti, kot pri burnout sindromu. Tudi tukaj imamo zelo, zelo bogato prakso, predvsem pa imamo takšne rezultate, da vam lahko 100% zagotovim, če se držite naših navodil, je to stvar nekaj tednov, da se te bolečine dramatično zmanjšajo ali pa jih celo ni več. Kaj opažamo pri vseh diagnozah fibromialgije? Prvo bi želel pojasniti, kaj to pomeni, kadar vam zdravnik reče, da imate fibromialgijo. To pomeni, da imate bolečine neznanega vzroka. In če vam zdravnik že vnaprej pove, da je to neznanega vzroka, zabite, da vas bo kdaj zdravil. Jaz pa vam povem, kaj v telesu ne deluje pravilno, da se pojavijo bolečine enkrat v tem delu telesa, enkrat v drugem delu, enkrat spet drugje in tako naprej. Vedno. Pri vseh teh težavah opažamo napačno delovanje želodca v prvi fazi. Se pravi, bodisi je hiperaciden ali hipoaciden želodec. Se pravi, je želodčna kislina premočna ali premalo močna. Drugo, kar opažamo, so slabi jetrni testi. Se pravi, razstrupljanje telesa ne deluje več pravilno. In prav pri vseh napačno deluje ščitnica. Bodisi, da so narobe hormoni, bodisi, da so napačni encimi ščitnice. In kar je zelo značilno, vsaj statistika je pokazala, pri več kot 90% fibromialgij je prisotna. Se opravičujem, bilo je nekaj tehničnih težav, mislim, da smo prišli nazaj. Bom začel ponovno pri ščitnici, kajti ne vem, kaj ste slišali. Lejte, pri vsaki fibromialgiji je vedno napačno delovanje tudi ščitnice. Bodisi, da so moteni hormoni ali so moteni encimi. So nepravilne vrednosti, bodisi previsoke ali prenizke. In vedno so prisotne alergije. Bodisi, da so bile v preteklosti ali so sedaj, kar pomeni močno vzdražen imunski sistem, ogromno histamina v telesu in izjemno slaba cirkulacija v kapilarnem sistemu. In kadar je pretoplo v telesu, se pravi, kadar se kapilara zaradi histamina tako zoži, da ni več pretoka, vidite, tam se pojavi bolečina. Je pa še ena tipična značilnost pri fibromialgiji, da vedno
opažamo močno moteno delovanje centralnega živčnega sistema. Enostavno ni dovolj niti ne električne prevodnosti in tudi limfni sistem ne deluje dobro. Skratka, vsi pretoki in posebno še hormonska in encimska slika v telesu je pri fibromialgiji motena. Poglejte, in ker mi smo praktiki, mi vsa ta odstopanja znamo popraviti tako, da tudi bolečina zelo hitro se najprej zmanjša in kasneje tudi trajno izgine. A veste, to je dejstvo. Kaj opažamo pri starih ljudeh? Poglejte, stari ljudje pravijo, nimam moči, nimam energije. In vsi ti stari ljudje imajo svojega zdravnika. In ko pridejo k nam, velika večina teh starejših ljudi ima velike težave z nogami, ima odtekle noge, ima zastoj limfe v nogah ali ima močno otečene noge, tudi rdeče, vnete, boleče, bodisi da so ledeno mrzle ali pa so vroče in jih pečejo. Ampak glejte, zdravniku ni mar za to, kajti on tega ne razume, ne ve, zakaj se to dogaja. Je pa to posledica bodisi slabega delovanja ledvic, bodisi da je posledica srčnega popuščanja, ali pa je posledica slabe cirkulacije v limfnem sistemu, se pravi, da gre za zastoj limfe. Velikokrat pa opažamo, da je to tudi vse skupaj lahko. Poglejte, prav zaradi tega znamo še kako učinkovito pomagati tudi v takšnih primerih. Pri ljudeh, kateri so dobesedno življenjsko izčrpani. Se z našimi navodili postavijo na noge, lahko rečem, v nekaj tednih. So pozitivne spremembe tako očitno, da se vsi čudijo. Ampak tudi v takšnih primerih, a veste, če je le možno, mi vedno svetujemo ljudem, da se najprej odločijo za pregled pri nas, da ugotovimo vzrok, da ugotovimo, kako deluje celo telo, da ugotovimo hormonsko stanje, da ugotovimo encimsko stanje, da ugotovimo vzrok in šele na podlagi vseh teh obsežnih rezultatov se lahko res kvalitetno odločimo, katera hrana je za vas funkcionalna hrana, se pravi, katera je hrana, iz katere bo vaše telo lahko pridobilo toploto, moč in energijo, in katera je tista hrana, katera vam dobesedno škoduje in ima kislo reakcijo. A veste, ampak če želimo oceniti res celostno stanje telesa, je potrebno poznati vse te parametre, katere nam naša diagnostična aparatura to omogoča. In dokler ne vemo tega, glejte, mi najrajši ne delamo na pamet. Veste, kajti delo na pamet je ali ni. Sej mi ljudem tudi svetujemo lahko po telefonu, a veste, ampak nikoli anamneza ne more biti enakovredna z zelo natančnim pregledom krvi. To ni možno. Vsaj ni možno kvalitetno to pri težkih stanjih. Se pravi, pri sistemskih boleznih, pri kroničnih boleznih, pri hudih alergijah. A veste, to enostavno ni možno. Bi pa želel samo še povedati, da naš računalniški program je narejen tako, da ga lahko koristijo otroci od 5. leta starosti dalje. Tukaj je edina omejitev, preiskava je popolnoma neboleča, gre samo za zelo natančno merjenje telesne temperature, ni nikakršnega odvzema krvi in je primerna prav za vsakega. Tako za nosečnice, za starejše ljudi, za ljudi, kateri imajo srčne spodbujevalce, tudi če imajo transplantiran kak organ, ni nikakršnih zadržkov, da ne bi mogli opraviti našega pregleda. Sedaj pa mislim, da smo šli že krepko
krepko čez naš čas, ampak nič hudega. Tukaj nas pozdravlja gospa Emina. Pozdravljena gospa Emina, lep pozdrav v Prištino. Upam, da ste dobro, da se vam je policijska ura že ukinila, če ne, se vam bo pa zelo kmalu. Močno upam. Vsem skupaj, bodite zdravi, ne bojte se virusov. Edini način, da se virusa obranite, je to, da vaš imunski sistem deluje dobro. Ne zanesite se na cepiva, kajti moje mnenje je, da cepijo se samo cepci. Hvala lepa za nocoj, lep pozdrav.